nastopiti na veleslalomski tekmi. Mi pa smo zdaj pred velikim finalom današnje smukaške tekme. Tina Maze in Lindsey Vonn bosta odločili o tem, kako bodo razdeljene medalje, in mi seveda upamo, želimo in tudi pričakujemo, da bo Tina Maze osvojila eno izmed odličij. Na včerajšnjem treningu je delovala zelo samozavestno. Po tistem srebrnem mestu na super veleslalomski tekmi se mi zdi, da je res vidno odleglo. Tudi zelo nasmejana Tina Maze ves dan po tisti super veleslalomski medalji je dala jasno vedeti, da lahko na tem svetovnem prvenstvu od nje še naprej pričakujemo ogromno. Končno res razume to progo in poglejmo, kam bo to razumevanje. To zdaj lahko rečemo skoraj prijateljstvo med Tino in progo veda pripeljalo Črnjanko. Zgoraj popolnoma enako hitra kot Anna Feininger, zdaj pa se začenjajo ti zavoji, v katerih je bila Tina včeraj zelo hitra. Ja, tole je dobro. Tole za zdaj na oko deluje zelo dobro, natančno, hitro. Glejmo zdaj tudi časovno primerjavo. Tina Maze in Anna Feininger. Tina Maze ima 40 prednosti. Samo da bi zdaj v tem najpomembnejšem delu pred četrtim merjenjem vmesnega časa bilo vse v redu. Tule morda kakšna napakica. Ampak Tina Maze zdaj pri teh najpomembnejših zavojih, mislim, da je šlo tule vse skupaj zelo dobro, zelo hitro. Tina Maze še ima prednost. Tina Maze se pelje prevzemu vodstva naproti. Tina Maze še eno odlično predstavo na tem svetovnem prvenstvu. Ko je prišla v cilj super veleslalomske proge, je prehitela Lindsey Vonn. Če bi zdaj prehitela Anno Feininger, bi bila medalja že njena. Zadnja primerjava za Avstrijko. Tina Maze v zadnjih letih hitra tudi na teh drsalnih delih. Prednost se sicer malce topi, kako bo to zdaj razborljivo. Gledalci v cilju zdaj že vidijo. Še zadnji skok za Tino Maze. 45-91 čas Feiningerjeve. Tina Maze je... Stotinke na Tinini strani. Že po super veleslalomski tekmi je povedala, da so stotinke zdaj na eni, zdaj na drugi strani, in danes 2 stotinki za Tino Maze. Poklon, Tina, in čestitke za novo izvrstno predstavo. Kako je bilo tole napeto, in še bomo morali malce zadrževati njih, spoštovane gledalke in gledalci, kajti na vrhu je samo še Lindsey Vonn, dobro, na vrhu je še 18 smučark, ampak od tistih, ki bi lahko prehitele Tino Maze, prepričan sem, da samo še Lindsey Vonn. Tole je tisti dogodek iz srednjega dela proge, ko je Tina Maze za trenutek bila izmed ravnovesja. Mislim, da bo zdaj Anna Feininger točno vedela, da se je zadeva od torka obrnila, in mislim, da bo tudi Anna Feininger danes priznala, da so stotinke pač pošteno odigrale svojo vlogo. Zdaj pa odločitev o naslovu svetovne prvakinje. Če vprašate pravzaprav kogarkoli zdaj v cilju izmed navijačev, vam bo dejal, da se pelje nova svetovna prvakinja, kajti Američani brezmejno zaupajo v sposobnosti Lindsey Vonn in imajo tudi upravičene razloge, da ne bo pomote. Lindsey Vonn je v letošnji sezoni dobila že 3 smukaške tekme, je izrazito vodilna v smukaškem seštevku svetovnega pokala. Sem pa dobil občutek tule, da je vendarle ranljiva. Zgoraj bo zagotovo hitrejša od Tine Maze, ampak pričakoval sem morda še za kakšno stotinko večjo prednost za specialistko za tele bolj drsalne dele. Zdaj pa se torej odloča o naslovu svetovne prvakinje v Beaver Creeku 2015. Ja, tudi Lindsey Vonn gre tule kar dobro, to je treba priznati. Ampak upal bi si trditi, da je bila Tina v tem delu hitrejša. Ja, izrazito hitrejša! Tina Maze že sekundo prednosti pred Lindsey Vonn, in zadihajmo vendarle še za trenutek, ampak Tina Maze je blizu naslova svetovne prvakinje v smuku. Glejmo, kako bodo tile zavoji uspeli Vonnovi. Kakšen bo zdaj zaostanek za Tino Maze? Zaostanek se je še povečal! Zaostanek se je že povečal! Spet popolna tišina v ciljni areni, podobno kot v trenutku, ko je Tina Maze prišla v cilj super veleslalomske proge in takrat prehitela Lindsey Vonn. Lindsey Vonn danes Tine Maze ne bo prehitela, razen če bi v spodnjem delu vklopila turbo pogon, pa še to ne bo več dovolj. Poglejte, sekunda zaostanka Lindsey Vonn za Tino Maze. Ali bo Vonnova ostala celo brez medalje? 34 sekund na 3. mestu zaostaja Lara Gut. Tina Maze je svetovna prvakinja! Tina Maze je najboljša smukačica na svetu, pa kdo bi si to mislil?
svetovna prvakinja, olimpijska prvakinja v kraljevski smučarski disciplini. Zmanjkalo mi je presežnikov, spoštovane gledalke in gledalci. Nekaj sekund si privoščimo, samo da uživamo v teh izjemnih prizorih. Upajmo, da bo se režiser zdaj vendar našel tudi Tino Maze. Tule so posnetki.